Ne, Šmartno ni ena tistih redkih občin v naši državi, ki jih je narava v teh dneh obdarila s snegom. Gre za strupeno odpadno vodo, ki preteče iz več tisoč kvadratnih metrov velikega odlagališča Rakovnik, ki je danes zasuto s plastjo zemlje in obdano z ograjo. Za temi železnimi vrati naj bi bilo po nekaterih informacijah zakopanih več kot 1 milijon kubičnih metrov usnjarskih odpadkov, no zakopani pa naj bi bili 10 do 15 metrov globoko. Pa gremo po vrsti. To je zapuščen industrijski obrat IUV v Šmartnu pri Litiji. Tu v teh propadajočih stavbah je nekdaj služilo kruh več 100 šmarskih usnjarjev. Danes poslopja klavrno propadajo, tako kot je klavrno propadlo podjetje samo in za sabo pustilo pravo okoljsko katastrofo in veliko svinjarijo. Skozi usnjarsko odlagališče teče potok Rakovnik, zato je hrib prepojen z vodo. In ker se voda iz odlagališča ne odvaža, lahko vidimo, da je bazen tukaj za mano popolnoma poln in zato voda udari iz jaška, teče po zemlji naravnost v potok. Ter do nekaj 100 metrov oddaljenega prvega naselja. Ja, to pa morajo urediti. Če so kasirali, ne pa še uredijo, ne? So kasirali, zadruga je sigurno kasirala, pa še marsikaj še drug. Zdaj pa Kegnarja ni, je pa se ustavili, ne? Dokler se kasira je dober, tako je zavarovalnica, isti drek. Dokler plačuješ je dober, ki pa treba dati, je pa problem. Tako prebivalci na obrobu odlagališča, ki jim strupena voda teče dobesedno mimo praga. Veste kva, da vsakega človeka bi skrbelo, tudi mene skrbi. Samo morali bi oni gor skrbeti, ne mene. Jaz bom še kakšen let živ, samo tlele so otroci. Žalostno je, ker je tako. In prebivalce ima kaj skrbeti. Slika sicer govori sama zase, pa vendarle naj povem, da je v tej onesnaženi črni vodi v tem bazenu med drugim arzen, cink, krom, kadmij, strupene kisline, pa težke kovine, skratka vse, kar je okolju in zdravju škodljivo. Pristojni in odgovorni za to sramoto Ministrstvo za kmetijstvo in okolje z ministrom Židanom na čelu in njegov okoljski inšpektorat, pa tako kot smo že vajeni, nič.